Ko si sam s sabo in si vzameš čas in si rečeš, pismo, jaz sem Superman, jaz moram iti v to vibracijo, si nabildaš, mogoče celo zmasiraš svoje jajčka in potem pride ženska svojo situacijo in ti kar padeš ven in slečeš kostum Supermana in si Moški boste v tem letu dobili energijo stebra. Srebrna vibracija se bo postavila v vas in zdaj hecno, ampak tako, moški, kar vi morate začeti, je z oljem masirati svoja jajčka. Zaradi tega, ker ko boste z oljem masirali svoja jajčka, boste sproščali napetost, ki tam nastaja. In zdaj, jaz vem, da morda 1/3 ali še manj moških v tej dvorani bo to zares naredila, ampak vseeno. Moški, nič ni na tvojem telesu, kar ne pripada tebi. Se pravi, ne smeš se obnašati, da določenih delov tvojega telesa ni. In torej, če ne neguješ določenega dela tvojega telesa, ne neguješ svojega življenja, ne aktiviraš sebe. In zdaj, moški, kar se bo dogajalo, bom kar povedal tako, kot je, zaradi spremembe gravitacije se vam bodo dobesedno vaša jajčka dvignila. In zaradi tega morate pomagati svojemu fizičnemu telesu, da masirate svoje jajčka in da masirate tudi svojo prostato. In na tak način boste dvignili dobesedno svoje jajčka. In moški, ki ima dvignjen ta del svojega telesa, je močneje izražen, je povzdignjen tudi v svoje življenje. In zdaj, ne, to ni naloga tvoje žene, ne, to ni naloga tvoje ljubice, to je tvoja naloga. In ne glede na to, ali se boš s tem soočil ali ne, vedi, tvoja naloga v letu 2020 je, da daš svoja jajca na mizo. V prenesenem pomenu, seveda. To pomeni, zapomni si, če ti kdaj v preteklosti sebe nisi postavil v prvo vrsto, je zaradi tega, ker si se bolj ukvarjal z eno žensko figuro kot seboj. Pa naj je to tvoja mama, naj je to tvoja partnerka, ljubica, kdorkoli. Se pravi, če ti sebe držiš zadaj, predstavljaj si, poglej zdaj na oder, poglej. Predstavljaj si, da bi Tjaša sedela zadaj za temi grmi. Še vedno bi jo slišal. Ampak nekaj bi bilo čudno, ker ne bi videl, kaj se dogaja. In tako je s teboj. Ti sebe postavljaš za grm. In vedno je nekaj tam, za kar se postaviš. In torej, kar se bo dogajalo, je to, da v letu 2020 ne bo več nobenega grma. Ne bo mogel biti. In zakaj mislite, da se dogaja vso to čiščenje? Zakaj mislite, da gorijo stvari? Zakaj mislite, da se dogaja transformacija skozi ogenj? Zaradi tega, ker morate vi videti, da nič več ni tukaj, s čimer bi zakrival pogled na to, kar je zadaj. In nehaj se skrivati, to velja za vse, nehaj se skrivati zadaj. Čisto vsak izmed vas je prišel kot duša na ta planet in ko ste šibali dol, ste rekli, tukaj bom zdaj izrazil sebe, bravo, in si bil cel Superman in Wonder Woman in ti si letela in ti si letel in potem prideš tam in se skriješ. In potem ti življenje trka in ti trka in pride bolezen in pride pomanjkanje denarja in te zapusti partner in pride nekaj tretjega in potem še nekaj četrtega in ti trka. In ti padeš v to, da življenje je pa trpljenje, pa saj ne gre, pa jaz ne znam manifestirati. Namesto, da bi videl, da logično, da v tej majhnosti ne more biti tebe, ker ti, ko si prišel na planet, si bil Superman. Ti si priletel in si bil In potem si dobesedno slekal svoj kostum in si šel igrati nekaj, kar misliš, da bi mogel biti. Nehaj igrati. Začni utelešati sebe. In nič se ne ukvarjaj, kaj bodo drugi naredili s tem. Naj partnerka presodi, ali še želi biti s takim Supermanom ali ne. Kaj pa vi moški počnete?
Ko si sam s sabo in si vzameš čas in si rečeš, pismo, jaz sem Superman, jaz moram iti v to vibracijo, si nabildaš, mogoče celo zmasiraš svoje jajčka in potem pride ženska svojo, svojo situacijo in ti kar padeš ven in slečeš kostum Supermana in si, Dragi moški, to ni ne seksi, to ni ne energija vodje. In vse ženske hrepenijo po Supermanu. Ali pa potem, da bi zraven sebe imele vibracijo osebe, ki je v moči. In torej, najprej, tvoja naloga zdaj za moške to velja. Za ženske umaknite se navznoter, ker tam je moč. Za moške pridite ven, ker tam je za vas moč. In kaj se bo zgodilo? Yin yang. Ko se bo ženska povlekla nazaj vase, in ko bo moški prišel ven, bosta tako se bo naredilo in bosta padla skupaj. In bosta kot Lego kocke, pašata skupaj, zaradi tega, ker se bosta v tej vibraciji lažje našla. In zdaj, vsi moški, vaša glavna naloga v tem letu, ne samo, da masirate jajčka, ampak vaša glavna naloga v tem letu je, da se vedno v ozadju zavedaš, da si ti Superman in da je zate vse mogoče, ko se ne skriješ za žensko in ko se ne skriješ za samega sebe. In to zdaj ne pomeni, da moški nadvlada ženski in ženska nadvlada moškega. To nima nič veze s tem. To so vaše umske, dobesedno bolane predstave. Moški in ženska sta en ob drugem in oba potrebna za to, da drugi obstaja. Tebe ne bi tukaj bilo, če ne bi bilo moškega in ženske. In torej, ne glede na to, kakšno je tvoje spolno poželenje, moški in ženska morata sodelovati. In zdaj, moški, v letu, ki je pred teboj, obvezno najdi prakso, ki bo tebe dajala v moško moč. Nekaj, kar bo tebi dalo občutek, da ti sebe čutiš, da ti sebe utelešaš. In zelo dobro za moške je, da se naučite, ne znam drugače povedati kot to, da se naučite grleno dreti. Se pravi, moški, vi morate začeti povleči svojo energijo dobesedno iz jajc ven, ven moraš priti. In torej, zakaj? To delaš, pojdi v gost, pokliči prijatelje, derite se, začni dajati svojo vibracijo ven. Ker moški, vi ste zdravi, pa ne govorimo telesno o zdravju, vaša vibracija je zdrava. Ne glede na to, da v zavesti družbe obstajajo zgodbe, takšne in drugačne. Moški, ki ste danes tukaj, ki to zdaj poslušaš, ti si zdrav in daj to zdravo energijo ven, da si lahko zgled, da postaviš temelje zdrave moške vibracije. In moški, kadarkoli boš soočen s tem, da te bo povleklo nazaj, da boš prav čutil, kako se umakneš, vse, kar moraš storiti, je samo, da povlečeš energijo in dobesedno samo ven pridi, zabrundaj, pridi ven. In torej, zelo pomembno za moške v tem letu je troje. Torej, ponavljam še enkrat, masiranje jajčk, to je ena. Drugo, kar je pomembno, je, da imate prakso, ki bo krepila tvojo moč, da se boš ti lahko izrazil. Tretje, začni grleno iz jajc ven povleči svojo zdravo moško vibracijo, ampak pozor, tega ne počneš pred žensko, ker to bo zelo napadalno. Ti to počneš sam s seboj, v gledalo se pogledaš in se ali pa v gozdu nekam. Četrto, kar je za moške izjemno pomembno, za zdravje vaših možganov, dragi moški, potrebujete vi začeti takrat, kadar imaš občutek, da ne spiš dobro ali pa da nimaš urejenega spanja, si moraš začeti pred spanjem vizualizirati, kako turkizna energija, turkizna vibracija
teče v tvoje možgane in te prižiga. Kot da bi turkizna svetloba, najlažje, če se boš priklopil na zvezdo, ki se imenuje A, R, C, T, U, R, U, S. A, R, C, T, U, R, S. To je vibracija zvezde, ki te bo povlekla v možgane in ti bo dobesedno prežarčila, ne znam drugače povedati, ki bo prižgala tvoje možgane. In zdaj še zadnja stvar, moški v samem spolnem aktu se morate naučiti svojo energijo, ne samo, da jo daš v krog ali pa da jo daš ven iz sebe, vi se morate naučiti najprej svojo energijo po svojem telesu, gor dol, gor dol, gor dol, gor dol. In zato imejte redno spolno prakso sami s seboj, zato da se naučite to energijo dajati po celem telesu. In preprosto samo daj se v stanje orgazmičnosti, daj se v ta tok in samo pošilja energijo, zavest daj v roko, nogo, stopalo in samo začni pošiljati to energijo. In ko boš s to energijo znal operirati sam, potem to isto narediš v spolnem aktu, ampak sam, ne v žensko, sam. Se pravi, ne glede na to, kdo je nasproti tebe, ti moraš dajati to energijo sebi. In kaj se bo zgodilo, ko boš ti namagneten, ko boš ti v pretoku, bo cela izkušnja globja in večja duhovna povezava se bo lahko skreirala. Še pridajo nasveti za vas, ampak zdaj se želim usmerjati v ženske.